Ja, hvala lepa in pa seveda lepo zdrav vsem prisotnim. Manj začudanje je bilo, da sem se udeležil, kot kaže tega posveta. Jaz pač sebe vidim v nekoliko drugačni vlogi, kot je mora biti Slovenija vajena na te ministrske vloge. Jaz sebe malo manj vidim na nekih banketnih in ne vem kakih vlogah, ampak se vidim bolj v operativi. V nekaterih situacijah, v nekaterih dogodkih, ki mogoče ministri niso dajali toliko prednosti. To me najde tudi v bolnici, pri kakem poškodovanju. Ampak ni to pomembno. Zakaj sem danes tukaj? Jaz sem pač preprosto, mislim, da sta dva razloga. Prvi razlog je v pomembnosti teme, ki jo obravnavate, drugi razlog je pa vaša sestava. Vedno me je zanimalo tisto, ker so stvari vezane na več služb, na več organov, na več inštitucij in tako dalje. Tukaj običajno prihaja do situacij, ko se ena inštitucija zgovarja na drugo, ta druga na tretjo, problem pa ostajajo naprej. Tudi znanstveno-raziskovalnega vidika se zelo veliko ukvarjajo z relacijami med policijo, osnovnimi šolami, centri za socialno delo, nekaj člankov na to temo napisanih. In zdi se mi, da so to vrstna posvetovanja, tista posvetovanja, ki lahko ob seveda vsej dobri volji udeležencev, in tukaj je ta sestava tako opisana, da lahko doprinesejo seveda k kakovostnemu delu na posameznem področju, tokrat na področju, s katerim se ukvarjate, da se boste ukvarjali, to je z mladoletniki, dosti otroci. Področje je vsekakor pomembno, zato bom rekel, so znanja pomembna. Mi moramo vedeti, da nas že mene so pred desetletji učili, da znanje v nekaj letih zastara, kaj šele danes, in neprestano obnavljanje znanj z posameznega področja, tudi z področja, kakršno je vaša današnja tema, je izjemnega pomena. Ne samo obnavljanje individualnega znanja, ne samo obnavljanje znanja znotraj ene inštitucije, to kriminalistična policija, jaz po šoli, jaz po centru za socialno delo, tisto največja dodana vrednost vsega se mi zdi, da je pa glih tule danes, pomeni tam, ko vsi skupaj stopite, ko izmenjate izkušnje, ko se učite eden od drugega in tako naprej. Samo to lahko pripelje seveda k neki novi dodani vrednosti, k napredku na določenem področju, tokrat na tem, ki ga imate vi danes na dnevnem redu. Želim, da dan izkoristite čim bolj da izmenjate izkušnje, seveda, da si naberete nova znanja za zaščito vseh tistih, ki vas potrebujejo pravzaprav, to so pa otroci. Organizatorjem, se pravi mestni občini Maribor, odnosno kriminalistični policiji Mariboru, seveda bom rekel, moram reči, da sem zelo zadovoljen, da te stvari potekajo na tak način, kot potekajo, in sem čestitam za to, se vam zahvaljujem za to in seveda želim uspešno delo v današnjem dnevu. Seveda, treba pa reči, tudi to moram priznati, da je malo kje neka taka povezava znotraj teh varnostnih sosvetov, kot je tukaj v Mariboru. Malo kje, marsikje je na nekem inštitucionalnem nivoju, na papirju stvari delujejo, v praksi pa bolj slabo. To pa so običajno prav župani tisti, ki lahko nekaj naredijo in seveda strokovne službe policije. In če je tukaj v Mariboru temu tako, očitno temu je tako, se moram zahvaliti tudi županu, seveda in pa vodstvu policijske uprave Maribor. Uspešno.